ampak kako to, da je dobila službo na Sovi? Službo je dobila zato, ker se je prijavila in je šlo to vse po postopkih. Zaradi njih smo tukaj. Oni so nas izvolili, da jim bomo pomagali. Ne zato, da lahko obstaja tretji parlamentarni program. No, povabili in pričakovali smo seveda pristojnega finančnega ministra, dobili pa obrambnega ministra, gospod Šarec, dobrodošli. Dobrodošli, a mene ne marate, ali kako? Vsekakor. Poznate osebno? Poznam jo že dolgo nazaj, že dolgo pa se nisva srečala. A vedno obstaja dilema, kako napisati govor tako, da ni predolg. Treba nehati se spraševati, ali je voda v bazenu in kako topla je, ampak je treba preprosto skočiti. Spoštovani, dejstvo je, da smo mi v preteklosti dosegli bistveno več kot prejšnja vlada v 12 letih na 45 let podlage. Mi smo delali dobro, konsistentno. To, da danes stojim pred vami, je posledica dolgih usklajevanj. Če imaš končni cilj in če imaš svojo pot, se ne oziraj na vsakega psa, ki laja nate. Essentially, I want to know how sympathetic are you as a European leader to the challenges Theresa May faces at home when it comes to trying to avoid what she calls a disruption to the UK's territorial integrity. Well, I'm not the expert for United Kingdom. That's the problem she'll have to solve. Thank you very much. Vidimo, da predsednik republike je, prostite izrazu, ampak to je kot na pol kuhan puding. Hvala, gospa Novak, za to vaše vprašanje. Seveda vam verjamem, da je dobro namerno ravno toliko, kot verjamem, da je zemlja ploščata, ampak pustiva to. Sporočilo po današnjem kosilu prvakov koalicijskih strank pa je bilo? Predvsem smo se dogovorili, da nikomur ni v interesu, da vlada pade. To je na prvem parketu zunanje političen. Tukaj je preproga, ni parketa. Glede Marjana, ne, on pa vse ve, kako bo naprej za nazaj, pa nič ne ve. Tam vedi vse slabo. Ampak ali to izključuje? Nov obraz bo nova napaka. Zapomnite si, nov obraz bo nova napaka. Naj povem, da Patria, to je bil najbolj transparenten nakup. Gospod Erjavec, oprostite, to pa ni več za poslušati. Če ste tako vražje, nov obraz je nova napaka. Koliko od vas recimo ve, koliko šta tale razstavni prostor? Gospod Erjavec, nekaj let sem se bodel ravno z vašo ministrico za okolje in prostor, ki mi je rekla, jaz vaših problemov... Ja, seveda, vi ne veste. Jaz upam seveda, da se vodni top kot prisilno sredstvo ne bo uporabljal, da ne bo potrebe za to, da tudi... Štartar je šel, pa so takoj govorili. Kaj mislite vi? Nimam kaj misliti. Šel je štartar, ampak so takoj odpravili, ker je bila ena žička, pri izdelavi je bila preveč zacvikana in je tako, da je bila napaka minimalna. Tudi ko sedemo v avtomobil, se ne privežemo zaradi tega, da nas ne bi policist ustavil, ampak se privežemo zaradi nas samih in naše varnosti. Če ste kdaj cvrli krofe, veste, kako je treba imeti kuhinjo zaprto, toplo in da nihče ne hodi noter. Če ti pa vsakih 5 minut nekdo hodi v kuhinjo pa tako naprej, pa ne bodo krofi uspeli. Približno tako je s temi projekti. Plane Levice in poslance izredno cenim, so, bom rekel, zelo načitani, so zelo izobraženi, zelo vedo, ampak še enkrat bom ponovil, da prakse z vodenjem nekih sistemov pa manjka. Mogoče bi pa jaz rekel, da je to konec začetka. Morajo vsi vedeti, da če imaš tovornjak za 6 ton, pač ne moreš peljati 20 ton. Ja, če ne bo hitro naredil, če se vam bo svaljkal po stanovanju 14 dni namesto 3 dni, kaj boste rekli? Da je pocar. To so insinuacije teh medijev, ki smo jim ves čas priča, glede na to, da so me obtoževali oziroma mi metali naprej, da sem posvojen, potem, da sem navajam šiptar, me to niti ne preseneča. Si niti ne želim nekih, rekel, preverjenih političnih obrazov zraven, ker se veste, obstoječa politika je naredila, kar je naredila. Sedake je v krst.
če ne drugega, kemični svinčnik. Ne? Zakaj bi bili razočarani? Sej, veste, če sedeš v avto, moraš vedeti, da lahko tudi ne boš prišel domov, ampak v bolnico. Ne? Sam pa predstavljam novo svežo energijo. A pa kak sendvič, ne? Ja. Se da tudi. Sendvič, mu rekel, ni bil ukraden, ni pa bil plačan. Gospodu Šarcu, razlika med Ukrajino in gospodom Šarcem je, da Ukrajina ni vrgla puške v koruzo. Gospod Šarec, kratek odgovor, na to gremo naprej. Brez komentarja. Gasilci v Sloveniji so bili še pred parimi leti, naj mi ne bo, sem sam gasilec, si upam to reči, smo bili pijanci, smo bili dobri samo za veselice organizirati, smo bili ne vem kaj. The firefighters in Slovenia have been considered drunks and I can say this because I am a firefighter. Ste imeli kakšnega popravca vi kdaj? Ja, seveda. Samo da preračunam. Kako ste prišli do 49 glasov na koncu? Na začetku dneva je izgledalo nemogoče. No, na začetku je vedno nekoliko bolj napeto, potem se pa strasti umirijo in prevlada pamet in rezultat je na dlani. Fizika v srednji šoli, se to je že splošno znano, Milič Sikirica je bil profesor in mi je že septembra vsakič napovedal popravni izpit, tako da sem imel v prvem letniku sem ga naredil v prvem roku, drugi letnik v drugem, tretji letnik v drugem, se pravi vse skupaj sem bil 5-krat na popravnem izpitu, v 4. letniku pa fizike nisem imel presenetljivo popravni izpit, sem imel pa pri Nerimi Medžugorac, sem imel pa popravni izpit iz organizacije proizvodnje. Gospod Orešnik, vi se zelo radi vračate v preteklost, mi štirje pa radi gledamo v prihodnost. Pa se jaz vas sprašujem, kako boste v prihodnje ravnali, ne? Najprej je treba povedati, da prihodnosti nihče ne more napovedati. Vem, en profesor mi je rekel, da sem, pa ne samo meni, saj so vsakmu rekli, da je neumen ko moški spolni organ. Gospod Janša pravi, da ta vlada ne bo več dolgo zdržala, da sledi rekonstrukcija, čeprav to ni najboljša rešitev. Kaj vi menite na to? Na dolgi rok smo vsi mrtvi. Hvala lepa. Hvala.